Ja, vsekakor prihajajo ponovno pobude za obuditev vinskih cest oziroma za dodajanje nekega novega koncepta, nekega novega razvojnega zagona, predvsem jaz mislim, da celo inovativnih turističnih produktov, ki bi jih seveda vezali na zgodbe vinskih cest. Mi smo kar nekaj teh pobud slišali in za nas se zdi eno izjemno pomembno strateško področje, katerega bodoče moramo ne samo staviti, ampak ga tudi z ukrepi podpirati, povezovanje, se pravi osnovne pridelave, v tem primeru seveda grozdja in pa vina z turističnimi produkti. In v tem kontekstu prav gotovo velja te zgodbe tudi obravnavati v smislu vinskih cest, bo pa potrebno seveda veliko več dela na povezovanju, na ustvarjanju zgodb za večjo dodano vrednostjo, torej staviti na inovativnost in na večji podjetniški pristop kmetovalcev in povezovanje s tistimi, ki se ukvarjajo s turizmom. Leta 2021 bo Slovenija gastronomska regija. Na kak način se bomo pripravljamo oziroma kaj bomo pokazali? No, Slovenija se na to vsekakor že pripravlja. Mi smo spostavili medresorsko delovno skupino, ki je sestavljena iz vseh predstavnikov inštitucij, ki se kakorkoli dotika tematika, bodisi kmetijstva, bodisi turizma in vsega seveda, kar pride vmes, povezovalnih delov. Jaz verjamem v to, da smo zmožni pripraviti dober koncept, dobre povezave med področjem kmetijstva in pa turizma, predvsem pa, da bomo vedeli to priložnost izkoristiti seveda za svoje nadaljnje zgodbe, za dolgoročni uspeh. Slovenija ima odlične pogoje za razvoj butične pridelave hrane, butičnih vin, butičnih kmetijskih pridelkov. Zelo nam pa zmanjka na področju, ko jih je treba navezati na dobre kulinarične, gastronomske zgodbe in jih prodati kot turistične produkte za visoko dodano vrednostjo. Na tem smo začeli delati že v letošnjem letu. Jaz verjamem, da uspemo do leta 2021 spostaviti dobre povezave, ugotoviti, kje imamo minuse in kje potrebujemo nadgradnjo in potem leto 2021 maksimalno izkoristiti, da Slovenijo postavimo visoko na visoko pozicijo pomembnih in uspešnih gastronomskih regij in da nam uspe seveda potem v nadaljevanju to držati.